pa da me odpelje tja, kjer vrhovi se dotikajo. Čau, Sašo. Živijo. Fuck. Čau. Če bom jaz tako kuhala, kakor ti poješ, bo pa tole malo klavrno danes, kaj praviš? Ej, kva pa ti tle? Je to manifestacija? V bistvu uletal na tvoj teren, Ja. ti pokažem nekaj zelo dobrega, o čem mislim, da sem dobra. Okej. Vsi so do zdaj pohvalili, jaz tudi, če boš ti, bova videla. Ampak upam, da so ti všeč te vzhodnjaške arome, indijske predvsem, vse, kar je rumene barve, kar gre težko iz pulta ven. Nekaj, kar še nihče ne ve. Včasih se me ljudje sprašujejo, zakaj tako igram. Zato, ker ne rabim gledati, ker ko sem bila majhna, nisem skoraj nič videla. In sem se naučila na slepo igrati klavir, torej tudi če Štromer vrže. A ja, ne more ga vrš, ka pol cel band brez sounda, ne. V glavnem, če se luči pogasnejo, sem jaz isto zihar, kakor pri polni svetlobi, tako da lahko ga fejkam do zadnjega. Jaz predlagam neko juhico, ki bo v bistvu isto kot kari, samo da bo bolj tekoča. Jaz si bi rekla kar juhica, dušo priveznica, ki tudi zelo sede ob sobotnih jutri, torej ne rabite čakati do kosila za tole župco, ki vas bo skolirala takoj. Juhica, dušo priveznica z Nejšo, pa kar začnimo. Ajde, začneva. Dala bova karfjolco, brokoli pa por. Vse nasekljano. Takole, tega bo kar nekaj, bova 2 dni tle. Evo, dodali smo še nasekljan sladek krompir in šampinjone. Vse to bomo popražili. Na koncu bomo dali čičeriko, glede na to, da je bila kupljena že kuhana, jo lahko dodamo res na koncu, tako da who cares about čičerika anyway, ne? Jaz imam sicer najraje v obliki humusa, ampak bo to kvaliteten hidratek v tejle juhci, seveda namesto zlatih kroglic, ki jih imam pa najraje, vse zelenjave. No, zdaj v tej fazi bom pa jaz dodala začimbe že kar. Tole je kari madras, to pomeni, da je že rahlo pikanten. Tole je džira, to je zmleta kumina, brez te sploh ni indijske kuhne. Tole, to je garam masala. Lahko pretiravate, dajte si tuška. Seveda, kar hočemo pa tisto zapaljivo rumeno barvo, je pa tole kurkuma in tega ni nikoli preveč, to je pa tak čudovita stvar, zelo zdrava. Jaz tudi jem kurkumin v obliki kapsul, res antiseptik naraven. Ok, tole pa je koriander, črnega popra. Tak. Česen v prahu. Jaz sem ljubiteljca česna in čebule, brez tega mi živeti ni. Za rahlo tako svežilen limonkast priokus zmleta limonska trava. Dimljena čili paprika, ampak ker dimljenega ni nikoli preveč, dodam tudi malce dima v prahu. Jaz to predlagam vsem vegetarijancem, veganom, ki bi radi dobili ta žmah po prekajenem, da si kupite tole. To je res dobro. Čist malo, ker ful dela. Takole. Prelijemo s kokosovim mlekom. Poka. Tole pisano druščino pustimo, da počiva v miru, da se prevzame dišav in okusov in malo kasneje počakiramo, kako napredujemo. Zdaj pridemo k zadnji fazi, ne? Bom dodala v bistvu še kokosov sir, to je veganski sir. Dodava tudi nasekljano čičeriko, ki je že bila prej kuhana. Ekole, poka. In seveda še za konec cimet in muškatni orešček.
Prepražena bučna semena nasekljena. V bistvu zmleta. Evo, spet nova risbica. Še malce limonce za svežino. Tek preden postrežemo. Torej, dodamo pa čičeriko sredina. Taka. Posujemo semeni. In dodamo še svež drobnjak. In naša indijska juhica, dušo preveznica je fertik. Izvolite! Tole je pa ful dober, ej. A je, ne? Všeč mi je, kako si združila vse okuse. No, v glavnem, en trik je, kako morate vse vedeti, predno boste posegli po tej neki bližnjici do tega, kako zgostiti, povezati okus. Jaz sem uporabljala veganski sir. Jaz sem ga ribala toliko časa, da sem dobila tisto zadovoljivo, kremno, tako zadovoljiv kremnat okus, ravno prav slan, prav sladek, prav kisel, prav začinjen. Ker to je neko povezovalno sredstvo mora biti, tako da zberite si svojega in ustrajate pri njem. Jaz prisegam na vse, kar je vegansko in mislim, da v tej župci ne bi noben nič pogrešil in z veseljem si bom naložila še naslednji krožnik. Dober tek. Lepo se imejte, pa čau. Čau.